Koseški bloki, ki jih je zasnoval arhitekt Viktor Pust, so bili prvi terasasti bloki v Ljubljani. Še danes veljajo za eno najkakovostnejših ljubljanskih sosesk, saj prebivalcem ponujajo živahen javni prostor brez prometnih površin ter svetla stanovanja z velikimi terasami in atriji. Bližina vse družbene infrastrukture, središča mesta ter narave postavljajo Koseze v sam vrh po priljubljenosti sosesk v prestolnici. Mlada družina, ki se je zaradi vseh prednosti tega naselja odločila svoje korenine pognati prav tu, se je osvežitve svojega stanovanja lotila v sodelovanju z notranjo oblikovalko. Ali se da na 80 kvadratnih metrih blokovskega stanovanja urediti udobje manjše stanovanjske hiše? Na to vprašanje so oblikovalka interierja ter lastniki tega stanovanja očitno našli kar nekaj pravih odgovorov. Geja, pozdravljeni. Zdravo. Nahajava se v naselju ljubljanskih blokov, ki je bilo nekoč zelo opevano. Kako pa je zdaj ta hip s temi slavnimi terasastimi bloki? Naši naročniki so glavno prednost teh blokov prepoznali v tem, da so blizu mesta, blizu narave, da ima samo stanovanje dvostransko osvetlitev, dvostranske balkone, tako da so tukaj videli to glavno prednost, plus to, da še je zaprtega tipa, kar pomeni, da se otroci lahko prosto gibajo, da ni bojazni glede avtomobilov, da imajo družbo blizu, tako da iz tega vidika je še vedno dosti aktualno. In v kakšnem stanju je bilo stanovanje, ko ste ga vi dobili v roke? V prvotnem stanju, ker so bili v bistvu lastniki pred tem, prvi lastniki stanovanja, zelo prijetni, smo se tudi spoznali ob primopredaji, takrat, ko smo šli pogledati stanovanje, tako da je bilo takrat čist v stanju iz 60-70 let. Tako da prenova je bila kar celostna. Kar je po svoje v resnici slabo, ampak je v resnici tudi dobro, ker ko se lotiš tega korenito spremeniti, lahko res vse zamenjaš, ne? Drži. Imeli smo to prednost, da smo si lahko to pustili, ker smo zamenjali estrihe, vse stene smo skoraj da premakali, inštalacije so nove, tako da smo imeli dosti svobode. Malenko smo bili omejeni, ker so osnovne stene betonske, tako da tukaj smo imeli majčken težav, ampak smo k sreči lahko vse tako izpeljali, kot smo si prvo želeli. Lastnika, oba Ljubljančana, sta bila navajena življenja v hiši, vendar pa sta si ob majhnih otrocih želela imeti stanovanje, v katerem bi se počutila kot v hiši. Prenova je bila zares temeljita. Podrli so nekaj nenosilnih sten ter v celoti zamenjali vse inštalacije in tlake. Družina je želela v interier vpeljati čim več njim ljubega lesa. Vanj so odeli tako posamezne stene kot detajle, ki so jih želeli tako ali drugače poudariti. Aha, in očitno pa je bila ena vodilna misel tudi les, veliko lesa ali pa vsej občutka lesa, ne? Tako je, toplina. Želeli smo toplino, naravno okolje, okolje, kjer se človek počuti enostavno prijetno, da oči počivajo, da ne izgleda preveč umetno, tako da iz tega vidika smo tudi štartali z veliko lesa, da je v naravnih tonih, da ima tudi kje kakšno napako, da so vidne grče, tako da ima svoj karakter, kot ga imajo tudi naročniki. In kje zdaj vse kraljuje les? Katere prostore vse ste oplemenitili z lesom? Vsak prostor ima vsaj del lesa. Če začnem s tem, ki nas v osnovi pozdravi, že ko vstopimo v stanovanje, je ta glavni kubus, ki smo ga celega oblekli v les. To je kubus, ki ima teksturirano podlogo za ogledalo, da jo potem še majčkeno poudarimo z ambientalno osvetlitvijo in se potem stikoma nadaljuje v kuhinjo. Tako da se zadaj skriva hladilnik, imamo vgradno pečico in potem se prekine s temno steno naprej. In želeli smo poudariti točno ta vogal, da nas pokliče notri že takoj v vstopu in se nam odpira potem proti svetlobi. Potem pa imamo ob tem istem prehodu še odprt poličnik, ki nam pač dovoljuje malenkost pogleda v bivalni del, malenkost ga pa skrije. Vedno smo ohranili eno tako malo skrivnostnost. Potem, če grem naprej, smo v kopalnici uporabili en nedilen element, ki smo ga lahko umestili notri, omarica pod umivalnikom. Tam smo se majčkeno poigrali z detajli, zopet s teksturicami in pa tudi s funkcionalnostjo. Potem v spalnici imamo eno ogromno posteljo, v celoti leseno, skupaj z vzglavjem. In cela ta postelja nas objame v les.
Potem pa imamo še otroško sobo, kjer pa smo zaradi čist praktičnega vidika šli v malo drugačne materiale, ker se bo sobica tudi menjala, smo pa les vpeljali s pomočjo tapete, tako da imamo gost. Vse prostore pa povezuje parket, ki je popolnoma naraven, oljen, krtačen, ravno zaradi tega, da je potem tudi bolj trpežen za naročnike, da je bolj prijeten tudi za hojo kot bos in pa potem se nadaljuje tekom celotnega prostora. Je pa hrast, ne? Je pa hrast, tako. In potem očitno kot neko nasprotje lesnim tonom veliko temne barve. Tako, tukaj smo imeli pa dilemo, ali iti zdaj v temno barvno paleto ali v svetlo barvno paleto. Pa smo se odločili za temno, ker imamo dovolj naravne svetlobe. Pa mislim, da tudi naročnikoma bolj sede. Lesena obloga se brezšivno nadaljuje v visoki kuhinjski niz, prav tako v lesu. Les je tudi material poudarka na majhnem kuhinjskem otoku, ki se nadaljuje v jedilno mizo. Leseno. A celota vseeno deluje sveže in lahkotno, saj les elegantno uravnotežijo grafitna, siva in nežno peščena barva ter poudarki v medenini. Podpultni elementi kuhinjskega pohištva so temni, medtem ko so zgornje omarice svetlejše in na temnem ozadju. V kuhinji je še nekaj zanimivih, a na prvi pogled očem skritih detajlov. Potem imamo tukaj še različne detajle odpiranja. Naprimer, tukaj je skrita rezalna deska, katero si je zaželela naročnica. Če odpremo še spodnji predal, imamo direktno spodaj tudi koš. Zelo praktična je tudi pomična predelna stena med spalnim delom stanovanja in dnevno-bivalnim delom, ki se po potrebi zapre in tako zvočno izolira oba dela. Stenska obloga se nam nadaljuje z lesenim detajlom, ker imamo letvice, ki so posebej poudarjene z ambientalno osvetlitvijo. In ta pogled nas povabi direktno naprej v bivalni del, kjer se nam nadaljuje v kuhinjo, kjer imamo skrite gospodinjske aparate, zopet za leseno steno. Tako poudarimo ta prehod in pa potem nadaljujemo z nizom temne kuhinje, kjer pa zopet najdemo lesen detajl v profilu ročaja. Tukaj pa imamo potem na drugi strani stenskega niza še otok in jedilno mizo, ki se nadaljuje v eno kompozicijo. Zato, ker želeli smo si ustvariti eno manjšo delovno površino še dodatno, da imamo za delo z otroci, če imamo obiske, deluje kot ena povezovalna enota in hkrati klasično jedilno mizo. Ustvariti pač v eni potezi. In gotovo pride neznansko prav še malo dodatne delovne površine. Vedno, nikoli ne škodi. In še eno vprašanje, ki ga vedno znova dobivamo. Kakšna je bila približno časovnica in kakšni so vse v grobem bili stroški takele prenove? Zdaj, naša časovnica je bila malenko specifična, saj se je začela v času korone, kar pomeni, da smo delali celo leto, od leta 2021 do leta 2022. Tako da tudi stroški so bili iz tistega časa čisto okvirno, lahko rečem, da malo več kot 1000 evrov na kvadratni meter.